V prvi vrsti je počitek, a ne. Se pravi, da ne hodimo na Triglav, ne hodimo na Šmarno goro, ampak doma počivamo. To ne pomeni, da ležimo ko klada v postelji, a ne, ampak da tudi pač se sprehajamo po stanovanju, ampak počivamo. Se pravi, ne pretiranih naporov, tudi ne pretiranih psiholoških naporov. Veliko uživamo toplih napitkov, a ne, nealkoholnih toplih napitkov. In pa seveda uporabimo kakšen antipiretik ob povišani telesni temperaturi. Najbolj varen je v bistvu paracetamol, predvsem zaradi tega, ker nima drugih stranskih učinkov. Za ibuprofen, ker je pravzaprav zdaj zelo veliko govora o tem, ali je varen ali ni, sta tako Evropska agencija za zdravila kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija v bistvu dale ven eno tako, priporočilo, da ni nobenih kontraindikacij zaenkrat, ki bi jih pač mi poznali. Tudi ni dovolj dokazov, da bi bil ibuprofen ali podobni iz te skupine zdravil, kot je recimo tudi naproxen, škodljivi, ampak zaenkrat pač nimamo dovolj informacij. Tako da mi svetujemo paracetamol. Se pravi, bolniki, ki so sprejeti, jih mi najprej pogledamo, ocenimo, ali rabijo terapijo ali sodijo v tisto skupino, ki je bolj ogrožena, a ne, to so večinoma starejši, kronični bolniki, ki imajo kakršnekoli kronične bolezni, imunske motnje. Če rabijo kisik, a ne, se pravi, da ne morejo sami dihati brez dodatka kisika ustrezno. Pri tistih bolnikih se potem odločimo po pogovoru z bolnikom, ki mu predstavimo pač vsa tveganja, ki so pri tem možna, da je možno zdravljenje, temu rečemo off-label, se pravi, to ni specifično zdravljenje, ki bi bilo registrirano, ki bi bilo dokazano, ampak to je bolj nekako tehtanje koristi in tveganj, a ne. S tem, da želimo bolniku čim bolj koristiti in zmanjšati tveganja, predvsem pa ne škodovati bolniku. Tako da po individualnem pogovoru z bolnikom, potem ko ocenimo tveganja, se potem odločimo za poskus terapije. Poskus terapije je sedaj z klorokinom in hidroksiklorokinom. Lopinavir, ritonavir smo sedaj nekako umaknili, tudi po pogovoru z evropskimi kolegi, a ne, s katerimi smo stalno že v stiku od samega začetka epidemije. In jim pravzaprav predpišemo zdaj klorokin, ko bomo dobili hidroksiklorokin, ki je pravzaprav analog in deluje popolnoma enako, bomo predpisali hidroksiklorokin. To dajemo približno 5 dni in ob tem spremljamo bolnika. Bolniki morajo biti absolutno v bolnišnici zaradi možnosti stranskih učinkov. Ne vemo pa še, če je učinkovito. To bomo pa verjetno preverili. Zelo verjetno v naslednjih dneh poskusili narediti neko tako klinično študijo, kjer bomo dejansko preverili, ali je učinkovito ali ne. Alkohol ne pomaga, zato ker ko virus vdre v celico, pravzaprav si z alkoholom ne morete nič pomagati. Alkohol je dober pravzaprav za razkuževanje rok, a ne, tako da namesto da grgrate vodko, si raje z vodko razkužujte roke. Predvsem je pa pametno, da si pač roke umivate, a ne, ker verjetno razkužil ni doma dovolj. Ne priporočam pitja alkohola, ker s tem samo izsušite sluznice, potrebovali boste pravzaprav več tekočin. Če se boste ga pošteno napili, boste dehidrirani, kar pomeni, boste ponovno izsušili sluznice, kar je zelo škodljivo in pravzaprav naredi sluznice še bolj ranljive za virus. In pa je uravnotežena prehrana, ne, se pravi tisto, kar je varovalna prehrana, to, kar pravzaprav vsakemu bolniku in tudi vsakemu zdravemu človeku priporočamo, a ne. Za prehranske dodatke ni popolnoma nobenih dokazov, da so učinkoviti, so bile pa narejene ogromne študije, pri katerih so pravzaprav ugotovili, da kar tako dodajanje prehranskih dodatkov in predvsem raznih multivitaminskih in mineralnih pripravkov je lahko celo škodljivo, a ne, tako da tega ne bi svetovala. Seveda kakšen vitamin C verjetno ne bo nič škodoval, je pa zelo vprašanje, če bo sploh koristil. Tudi tukajle pravzaprav nimamo nekih posebnih dokazov, a ne, omenja se tudi cink.
In sicer na podlagi nekih in vitro študij, se pravi, gledali so celice, ki plavajo v mediju, a ne, in pri teh celicah je bilo seveda, je bil cink ugodno deloval. Dejansko pa smo ljudje malo bolj kompleksen organizem, kot je skupek celic, ki plava v nekem mediju, a ne, tako da je tukaj že samo prehajanje cinka na mesto, kjer naj bi deloval, lahko problematično, in pa tudi preveč cinka lahko škoduje, tako da na lastno pest jaz tega ne bi jemala. Koloidno srebro ste pozabili? Ja, koloidnega srebra že a priori ne svetujemo, ker to je pravzaprav težka kovina in lahko naredi veliko škode. Tako da to pri tej bolezni ne pomaga in tudi sicer bi jaz to odsvetovala, ker toksikologe bomo sedaj potrebovali za bolnike s covidom, ki jih bojo tudi zdravili, ne, da se bojo zdaj še z zastrupljenci ukvarjali. Ni ravno v našem interesu. Načeloma se držite pač zdrave prehrane, a ne, navodil zdravnikov. To je pač viroza, a ne, tako kot ste pač preboleli druge viroze, če ste mladi, boste verjetno tudi to. Verjetno bo bolezen nekoliko daljša, a ne, kot smo vajeni recimo iz gripe. Sicer pa podporno zdravljenje je enako. Se pravi, dobra hidracija, počitek, da se dovolj naspite, uporabljate zdravila, ki znižujejo telesno temperaturo, recimo paracetamol, seveda ne v velikih količinah, ampak samo v takih količinah, ki so pravzaprav priporočene, a ne, in tudi piše na listku, ki je zraven zdravila. In pa seveda, da ne preveč eksperimentirate z raznimi nenavadnimi stvarmi, ki so tudi običajno zelo drage.